Kateri so tvoji najljubši četrtki? Moji najljubši so marmeladni četrtki. In danes je četrtek in z velikim veseljem gostimo v studiu Vala 202 najboljšo dirigentko na svetu, Mojco Lavrenčič, ki je februarja letos zmagala na velikem tekmovanju za dirigentke La Maestra v Pariški filharmoniji. Redno sodeluje tudi z SNG Opera in Balet Maribor in Ljubljana in teatrom Massimom Palermo in še marsikaj, ampak nimava časa, radi bi te spoznali. Mojca, dobrodošla. Živijo, lep pozdrav sem. Veliko je medijske pozornosti na tebi zadnje čase, ne? Kako se kaj s tem soočaš? Kar naenkrat, ne? Prve 2 tedna po tekmovanju je bilo praktično nevzdržno. Jaz sem dobila toliko sporočil, toliko klicev, toliko mailov, ko v življenju še nisem. Marsikateri je ostal neodgovoren, ker enostavno nisem uspela. In stalno sem govorila. Saj rada govorim, ampak to sem pa res ogromno. Celo si primorka, ne vipavka. Ja. Tako da jaz pravim, da ostajam še zmeraj ista Mojca. Tista preprosta, tista, ki se rada posmeji, ki ima rada življenje, ki ima rada ljudi in ker ženi tudi eno veselje drugim ljudem prenašati in ki je ljubeča. Nisem tudi upam, da nikoli ne bom postala samo všečna ali pa, kako reče, polna sama sebe. Bog ne daj. Ja. Zakaj si v Sloveniji trenutno, ker sicer si veliko naokoli, potuješ, predvsem zaradi dela, ne? Zakaj si zdaj doma? Doma sem tudi zaradi dela. Zdaj pripravljamo v SNG Opera in Balet Ljubljana Rossinjevo opero Italijanka v Alžiru in smo v procesu vaj, trenutno v režijskih. Vse pa lepo vabim na kakšno izmed predstav, ki bodo med 9. in 15. junijem. Tako da se veselim, da lahko v teatru, v katerem sem v resnici gor zrasla, lahko spet malo podirigiram, pa sodelujem in soustvarjam. Mojca, kako se počutiš, ko ti rečemo najboljša dirigentka na svetu? V resnici mi je zelo neprijetno. Zakaj? Zato, ker prvič ne maram teh presežnikov, najlepši, najboljši. Jaz se zmeraj spomnim na Toneta Pavčka, ki pravi, vsak človek je svet zase, velik svetav in lep. Zakaj bi moral biti nekdo najboljši? Enostavno, jaz pravim temu, vsak ima svoj čas cvetenja. In zame je bil zdaj čas, ko sem mogoče zacvetela, to še ne pomeni, da je vsega konc, ne, a pa da bom za zmeraj ostala cvetoča. Tudi cvet se mora oprašiti in nastane pol plod, kakšen še dolg proces je pred mano. Zdaj pa skoraj, kot da smo v Rožnati dolini, ampak to je marmelada, zato odpriva prvi kozarec, ki nas bo popeljal, mislim, da v Vipavo, bomo videli. Evo, odpiram prvi listek. Mojca Lavrenčič je gost, ja? Kaj pravi prvi listek? Zakaj te je zanimal študij medicine? Tu vidim, se si prav fajn se pozanimala o meni. Ja, jaz in Nina smo naredili raziskavo. Študij medicine prvič zato, ker me zelo fascinira človeško telo. In drugič zato, ker imam rada ljudi in sem vedno čutila potrebo ljudem pomagati. In rada sem se učila. Res rada sem raziskovala, nova znanja pridobivala in ja, medicina me nekako privlačila, ker je združevala toliko teh interesov. Ampak ko sem pa v poleti potem odprla eno knjigo za medicino in videla vse te poškodbe in bolezni, sem videla, da sem preveč sočutna in da ne bi zmogla tega. Tako da pomagam pa na duhovni ravni. Absolutno. Torej, potem je v bistvu glasba bila pomembnejša. Bi se reklo? Jaz sem bila že v bistvu na glasbeni poti, ker s to mislijo sem se poigravala, ko sem bila že na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in nekje v 3. letniku se pri biologiji obravnava človeško telo in mene to enostavno tako fasciniralo. In potem glede na tudi, da prije v 4. letniku matura in če želiš iti na medicino, moraš izbrati potem tudi zunanji predmet, ker na konzervatoriju ni bilo več vseh predmetov, ki bi jih rabila. Zato sem pač razmišljala o tem, ker bi se mogla pravočasno odločiti. Ampak očitno je vseeno bila glasba moja pot. Zakaj pa nisi ostala samo glasbenica? Kako nekdo ve, da bi rad začel dirigirati? Kako te posrka prav ta veja? Jaz ne vem, kolikor sem razmišljujoč in reflektirajoč človek, nisem toliko vseeno razumski, kadar gre za odločitve.
in tudi dirigiranje se mi zdi, sem sledila ko nekemu zgibu. Ker sem igrala na konzervatoriju klavir in bila prva ideja, da grem v tujino študirati klavir. Ker sem vedela, zmeraj me vleklo v tujino, sem rabila to novo obzorje, ampak sem bila pač na klavir skoncentrirana. In pol ko z neba je prišlo tudi dirigiranje. Mislim, si koga opazovala, ta potreba, da to delaš, no, je tako unikatna stvar, se mi zdi. Ja, pač mal tu gre nazaj v mojo družino, ker moja mama je tudi glasbenica in jaz sem igrala v tamburaškem orkestru pod njenim dirigentskim vodstvom in ona je bila, oziroma še vedno je, zelo navdihujoča dirigentka. Res, nas je, če pomisliš, tu smo bili osnovnošolci, marsikdo sploh ni hodil v glasbeno šolo, smo bili sam pri orkestru. In s nami je naredila take zrele interpretacije, take žive, ki so res pripovedovale, ki so izpovedovale čustva. In se je tu, ne vem, me je privlačilo, poleg tega pa sem človek, ki je rad skupaj z drugimi ljudmi. Jaz nisem tak solist. Recimo, zmeraj, ko sem klavir sama igrala solo, se nisem počutila tako fajn. Medtem, ko spremljam nekoga, pa uživam. Ampak nisem pa, in tudi kot dirigentka, jaz sebe ne jemljem kot solistko. Ampak sem enostavno tam skupaj z množico drugih glasbenikov. Si del nečesa. Tako je. Mojca Lavrenčič, ena izmed odličnih dirigent, bom rekla. Hvala. Je gostja Marmeladi na Valu 202. Pojdiva k naslednjemu vprašanju. Še vedno smo v preteklosti, v otroštvu, najstništvu, da vidimo, kam nas bo izstrelilo. Je dom Vipava, Dunaj ali Bazelj? Tako na Dunaju sem sicer rojena, ampak sem bila zelo majhna, ko smo prišli nazaj. Sem bila stara 5 let. Zakaj si pa rojena na Dunaju? Zato, ker sta moja starša tudi imela to potrebo iti v svet in nove poklicne možnosti, tudi študij in tako sta pač, ne vem, ko čutiš, da rabiš to, da se da čutiš, da je tvoje domače okolje te malčko tesnjuje mogoče. Ja, ampak v tistih časih, kako tako iti na Dunaj? Ja, babica je napisala, sta šla s trebuhom za kruhom. Okay. Ja, tako je rekel Einstein, neumnost je misliti, da če boš ti tekel ves čas v istem krogu, da boš naredil na spremembo. Moraš stopiti korak ven, da se lahko kaj spremeni. In če hrepeniš v sebi po nečem drugem, moraš biti včasih tudi drzen. Si upati enostavno narediti stvari. In sem hvaležna, da sta bila tako pogumna. In ker Dunaj mi je tudi, če sem bila tako majhna, a imam izredno rada in se zelo dobro počutim, ko grem na Dunaj. In njima je dalo to eno bogato kulturno zapuščino, dosti sta lahko hodila na koncerte in v opero in tu sem tudi malo starejša, lahko šla na kakšno predstavo, bolj muzikle, no. Ampak je bilo zelo lepo. Vipava je zmeraj kraj, ko bi rekla, kamor se bom lahko zatekla, ampak tu predvsem zaradi družine, ne zaradi kraja samega. Ne čutiš tega? Vipavo imam rada, ampak mi je ljuba predvsem zaradi družine. Pa vendar organiziraš tudi dogodke v Vipavi, ne? Dvorišni koncerti bodo tudi letos? Ja, 2 koncerta letos samo pripravljamo, ker res nisem uspela več. Jaz kot razumem, ne, zelo mi všeč ta koncept, torej ti piješ vino in poslušaš glasbo, ne? Ja. En intervju sem poslušala, ko si razlagala, da v bistvu potem se ti tudi ta izkušnja tega pitja vina spreminja, oziroma se odzivaš, ne, in na glasbo in na te okuse. Kako si prišla do te ideje in kako se to obnese in zakaj sploh se ukvarjaš s tem organiziranjem teh dogodkov? Tu se je zgodilo zaradi covida, ne? Takrat smo mi vsi glasbeniki ostali doma in na začetku je meni osebno čisto ustrezalo, ko sem se končno spočila. Ampak potem kar naenkrat ti začne nekaj manjkati. Ne? Če pomisliš, da je glasba moj jezik izražanja in da kar naenkrat ne morem govoriti, se počutiš kar tako, kaj imam sploh še smisel. In mi imamo doma atrijsko dvorišče, kar pomeni zaprto iz vseh strani. To je prav pri vas doma? Prav pri nas doma. Noro. In takrat sem jaz prišla dol, enkrat, ko je prišla ta ideja, kaj če bi pri nas doma naredili koncert, ker zunaj so dogodki bili dovoljeni, pač za omejeno število ljudi. In potem sem poklicala eno prijateljico in prijatelja in smo naredili, kako smo že poimenovali, dvoriščna poezija v tonu in besedi.
In smo izvajali razne samospeve, arije, neki violinskih skladb in brali smo tega prijatelja Petra Juda tudi avtorsko poezijo. In tu smo povezali vse v eno zgodbo brez aplavzov vmes. In mi imamo doma ogromno stolu, ker smo imeli tudi pri nas tamburaški orkester in se tu vseh strani navleklo in tako da smo pač čist neodvisni od drugih in smo te stole pač na dvorišču razporedili z razdaljo, ki je bila zahtevana in je bil večer tako lep, tak en mir in tako eno globoko hvaležnost, ne tisto neki na površini, prav si čutil, kako ljudje tu s celjo dušo srkajo vase. In potem imamo sorodnika Primoža Lavrenčiča, ki ima vinarstvo Burja in jaz mislim, da tudi oni so bili tako, jim je manjkal stik z ljudmi in je prinesel s sabo neki buteljk in je odprl. Ja, in je v bistvu spontano nastal ta format. In jaz verjamem, zame je vinarstvo tudi umetnost, ker ni samo umevno narediti dobro vino. In ker smo iz vinorodnega okoliša, sem poskušala to združiti eno z drugim. Kako se je obneslo to, ne? V bistvu tudi v Vipavo tudi prines tako glasbo, mislim, kako se odzivajo domačini na te dogodke? Pač, jaz sem se čutila tudi odgovorna, da v Vipavo prinesem klasično glasbo. Ne? Ker v Vipavi marsikdo nima dostopa do te glasbe. Mislim, tisti, ki so res ljubitelji, grejo po Ljubljano, ampak moraš se vedno nekam zapeljati. Ne? Vipava je pa tako šarmanten trg, ne sreče, niti ni mestu. In se mi zdi prav, da se tu vrača. Pa tudi, ko sem bila mlajša, je obstajal izvir Voda in glas srca. To je bilo v okviru Imaga organizirano. In kar naenkrat so te prireditve ukinili, Vipava dejansko ni več imela dogodkov s klasično glasbo. In se mi je zdelo edino pravilno, da jaz tu prinesem. Je moja odgovornost. Nekaj mi je bilo dano, to okolje mi je dalo nekaj drugega in jaz prinašam tudi to, kar jaz imam. In zdaj domačinu prihaja pač ena peščica ali pa ena skupina ljudi, ki jih to res zanima. Po drugi strani pa tudi reklama za Vipavo, ker prihajajo ljudje iz Goriškega konca, z Koperskega konca, iz Ljubljane, prihajajo na naše koncerte. Omenili sva Dunaj, omenili sva Vipavo, kaj pa je zdaj s tem Baslom, kako se znajdeš v Švici, zakaj ravno Švica? Zakaj ravno Švica? Ker sem imela poleg dirigiranja še druge interese in to je bil recimo stara glasba. Jaz sem igrala tudi čembalo in me je ves čas zanimala izvajalska praksa. In enkrat sem bila na enem tekmovanju, kjer sem spoznala Andrejo Marcona in on je profesor v Baslu. In se prav spomnim, na kateri skladbi on meni takrat napisal svoj mail, naj se mu oglasim. In pol tu so šli 2-3 leta mimo in pol je bil ta COVID in to jaz razmišljam, kaj naj zdaj naredim. Nimam svoje lastne družine, nimam fiksne službe, v bistvu lahko še kam grem. In se res tako vse hitro zgodilo in kar naenkrat sem se znašla v Baslu, kjer sem študirala čembalo. Se počutiš dobro v Švici? Drugače ja, mi pa pač manjka družina in te moji prijatelji iz Slovenije. Ampak sem se dobro znašla. Razmišljaš, da bi ostala tam? Tu so še življenjska vprašanja, ki jih je tudi tekmovanje povzročilo, na katere odgovorov še nimam. Torej, kje je dom? Vipava. Mojca, zadnje vprašanje iz sklopa preteklosti. Sorry. Ta je pa dobra. Si v osnovni šoli poslušala Bebop in Game Over. Dejansko sem. Yes! Ampak ne to Game Over, ampak Bebop. Zakaj? Ker mi je ena sošolka za rojstni dan prinesla CD. In tu je poleg vseh tistih Mozartov, ki smo jih doma imeli in Beethovenov in vsega, je bil tu moj prvi lastni CD, je bil pop. Še celo na koncert sem šla, ki so prišli v Vipavo. Tako da ja, yes, sem girl. Poslušala. To je to najljubši komad, da bo Matic naredil to, kar mora. Ti si moje sonce. Odlično, si šla na kakšen koncert? Ja, v Vipavi, ko so prišli hostovati. Sva šla prav z enim sošolcem, takrat sva bila malo zaljubljena in sva šla biti tako. Zmenek z Bepopi. Ja. No, to pa je sanjsko. Kaj je tvoj glasbeni guilty pleasure, mi je napisala Nina? Guilty pleasure? Tako danes, na primer, ok, mogoče Bepope, ampak kaj še, tako da mogoče te je malo sram, ko to poslušaš? Ni me sram. Ne vem.
Pač poleg klasične glasbe sem zmeraj imela rada popevke, tako tiste stare, tiste, ki so vse nekam zaljubljene in ki jokajo in tako. Pa ne Tina Cola, Ella Fitzgerald, to je tako moje. Ok, ampak kaj pa je takega, naprimer, kar ti ne bi pripisali? Kot so naprimer Bebop, ne vem, ali boš Charlie XCX poslušala, ali boš Chappell Roan, ali boš ne vem, Kendricka Lamarja. Ne, pač bolj tista rock glasba. Bad Bunnyja? Kaj pa Bad Bunnyja? Ne. Pač bolj je ta rock glasba, ki je taka, ko mogoče človek ne bi pomislil. Ali pa... Ja, vseeno si primorka, ne? Rock and roll je v naši duši. Ja, tako je. Mogoče še samo eno vprašanje iz tega pop glasbenega sklopa. Ali vidiš kakšno glasbo, predvsem mogoče sodobno imam v mislih, kot manj vredno? Ta za vprašanje pa še nikoli nisem dobila, da bi nekaj bilo manj vredno. Dobrodošlo v Marmeladi. Ja. Tebe kar fajn mažeš. Ne, nikoli nisem gledala tako, ker pač spoštujem vsa za človeka, kakšen stil ima, vsakemu nekaj da. Pač, če te ena glasba, ki jo poslušaš, da te dvigne, ja pa daj poslušaj, ni nujno, da bom jaz poslušala te stvari. Jaz imam pač svoje vire moči. Tako da pač niti ne primerjam pop glasbe s klasično glasbo, ker se mi zdi tudi tako en drug svet, da se mi ne zdi fair ne do ene, ne do druge smeri, da bi to primerjala. Nikoli ne rečeš, ma kako lahko folk to posluša? Ja, itak da rečem. Pač jaz ne bi poslušala, recimo mene tu zelo me moti ta repetitivna glasba, ko so stalno tebi basi, ker se mi zdi, kar se tako malo usiljuje noter v telo, jaz čutim kar na srce. Trap? Ali kaj imaš v mislih? Ne, pač veš ta pa tehno in to, ker ima stalno te ponavljajoče vzorce, tu mene pač vznemirja. Samo če nekomu drugemu tu pomaga, pač ne posluša. Tako je. Mojca Lavrenčič, zdaj se bova mi dve izklopili bova mikrofone, ker bova peli zelo na glas, poslušalcem pa privoščiva original. Ti si moje sonce, ti si moje sonce. Mojca, smo uživali, ne? Ja, sva. Prav dobro je delo v duši. Spomini na najstniške dni. Kar včasih se rada vračam tiste čase, tako v otroštvu, ko nisi rabo biti tako, nisi bil obremenjen toliko s tem, da imaš odgovornost. Pa ogromno smo se igrali zunaj. In ogromno knjig sem prebrala. In ogromno smo se zaljubljali in vse. Tak, ja, Kaj sem hvaležna za to. 5 prijateljev, ali kaj si brala? Ne, nisem, 4 prijatelje in pol. A to obstaja? Ja, tu so bile detektivke. Aha. Tu so bili 4 prijatelji plus pes. A tako. Ja, to je to na zbirka. Za vse, ki ste se ravno priklopili, dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je februarja zmagala na priznanem tekmovanju La Maestra in poleg tega dobila še 5 drugih priznanj, je gostja v Marmeladi. Moder kozarec je sedaj prišel na vrsto. Ja, drums. Bova videli, kaj se skriva v njem. Predvsem bi rada, da te spoznamo bolj kot skozi tvoj poklic, no? Kaj sploh to pomeni, ampak da vidimo, kam naj jo bo poneslo s temi vprašanji. Kako veš, da je dirigent dober? Pač pri dirigentu zagotovo gre za ene obrtniška znanja, ki jih moraš imeti. Se pravi, ogromno moraš imeti glasbenih znanj, kot je harmonija, kontrapunkt, instrumentacija, oblikoslovje, instrumentacija, pa dirigentsko tehniko moraš imeti, ker to je prvi pogoj. Ti moraš jasno dirigirati, da orkester točno ve v vsakem času, kje se ti nahajaš, ne da ti tam nekaj po svoje čaraš. Pač to če govoriš o tehniki, govoriš o rokcah. Ja, v rokcah, ja. Se pravi, mi imamo taktovske načine, dvočetrtinski, to je tako, kar je polka, tričetrtinski, to pomeni, da je, recimo, primer, tričetrtinski takt pomeni, da znotraj enega takta imamo mi 3/4.
To je pač nekako moraš tu organizirati. In potem imamo mi eno določeno dirigentsko shemo, s katero kažemo tu. In ta za 3/4 je drugačna kot tista za 4/4. In to ste, naprimer, ti, ko si študirala in se izobraževala, pač kaj, nekdo te je gledal in ti si mogla izvajati te kretnje z rokami, točne, pod določenim kotom, da daš roke, prste, ali kako to? Jaz se nisem robot, ne, tu je zmeraj, pač dobri dirigenti, pravim jaz, utelešajo glasbo. Se pravi, ti tisto, kar naj bi zvenelo, tista predstava, ki jo imaš, interpretacija, tisti karakter, ki mora priti do življenja, ti izražaš skozi telo. Zaradi tega mi pač uporabljamo roke, ampak uporabljaš tudi obraz, mimiko, ne, ti nakažeš, nekaj mora biti skrivo, nekaj je žalostno, s tem tudi koliko prostora uporabiš, ti sugeriraš dinamiko, se pravi glasnost nečesa. Če bom imela odprte roke, to pomeni igrajte forte. Če sem jaz čisto majhna, pomeni piano, zelo intimno in tako. Tako da cilj je res, da ti, recimo en slaven dirigent, ki je zdaj tudi zvezda na nebu, Klaus Mekele, on pravi, da njegova želja je enkrat vajo odvoditi brez ene same besede reči. Kar pomeni, da ti tako jasno dirigiraš, sugeriraš, vodiš, da ne rabiš verbalno komunicirati. Med koncerti itak ne govorimo, ampak na samih vajah. Se pravi, da jaz tako znam pokazati, da orkester točno čuti in ve, kaj jaz od njega želim, oziroma ga poskušam inspirirati, da to dajo od sebe. Da bi lahko bili v bistvu v orkestru iz katerekoli države ljudje in bi bilo to enotno, ker glasba je univerzalen jezik. Tako je, tako. Wow. A je kakšno tako lahko izumiš, kakšno mimiko ali pa kakšno kretnjo? Ja, tu je vse v službi izraza. Ne? Zdaj pač jaz bom drugače se izražala kot nekdo drug, ker je moje telo tudi drugačno, ne samo, da sem drugačna oseba, ampak je tudi moje telo drugačno. Ne? Če jaz naredim eno veliko kretno, ima en drugačen efekt, kot če tu naredi nekdo, ki je 1,85 m velik. Ne? Ti doma, ne vem, pred ogledalom boš vadila te kretnje ali to pride iz tebe spontano, naravno? Načeloma, zdaj sem še v fazi, ko želim svojo tehniko izboljšati in bi mogla biti res vestna in pridna, ker si tu želim. V tem primeru bi vadila pred ogledalom, ja. Da vidim res, ta kretnja, ki jo jaz naredim, ki sem si jo tako zamislila, dejansko tako zgleda, ko bi želela. Kaj je naloga dirigentke, da je skladba odšpilana tako, kot si jo je skladatelj najbolj zamislil, čeprav kako to vedeti zares, no ne vem. Ali je najboljši dirigent tisti, ki to naredi tako po svoje, da je to nekaj unikatnega bolj postane? Tu gremo že skoraj na področje filozofije, bi jaz rekla, ampak načeloma se zavzemamo, bi jaz rekla, za resnico. Se pravi, ti, ko študiraš neko partituro, ti stremiš za tem, da bi razumel, kaj je skladatelj želel. Mi smo tam zastopniki, oziroma nekdo je rekel, mi smo, kako bi se rekli, most med komponistom in izvajalci. Mi se skušamo toliko poglobiti v tisto glasbeno tvarino, da jo lahko oživimo na način, v katerem je tudi bila rojena, razumeš, v katerem je nastala. Zato je dirigiranje pač tako kompleksno, ker se ti ne samo, ti prej sem omenjala te obrtniške spretnosti, ampak gre tudi za poznavanje zgodovine, za poznavanje skladatelja, kakšen je bil on ali pa ona kot osebnost, kaj se je v tistem času dogajalo, je bila vojna, je bil obdobje miru, je bil zaljubljen, je bil strtega srca. To so vse stvari, ki se odražajo v glasbi. Se lažje uživiš v skladateljice? Zdaj, repertoar skladatelj celo rada raziskujem, ker je precej, je precej na stran potisnjen, ampak se oživlja, tu z velikim veseljem opazujem, ampak ne bi rekla, da opažam kakšno tako razliko. Sem zavzeta, ja, zato da jim dam možnost, ampak da bi pa njih bolj razumela, pa ne. Da vidimo, če bomo mi razumeli tebe, ko boš odgovarjala na naslednje vprašanje. Mojca Lavrenčič, izjemna dirigentka, ponosni smo na njene uspehe, je z nami na Valu 202. Na kakšen način pridobivaš avtoriteto? To je spet zelo individualno. Jaz verjamem v iskrenost
To pomeni, da sem, kdor sem. Da ne prijem pred orkester neka drugačna Mojca, kot sem sicer. Ker orkester zelo hitro začuti, ali se jaz tam nekaj pretvarjam, ali se dvigujem notranji nekaj samozavest, da bi spadla, zdaj jaz sem tukaj šef. Ampak ne, prijem tja čisto preprosta, ko sem, ne bojim se tudi pokazati ranljivosti, ker tu sem opazovala pri drugih ljudeh in če orkester začuti, da se ti nekaj pretvarjaš, bo takoj nastal en tak mogoče tihi upor, da ne bodo se začutili to. In tudi rečemo, ne, sej laž ima kratke noge. In to je isto na tej energijski ravni. Ja, pa vendar ne, ti si 33 let stara, tam, ne vem, greš v Palermo, dobiš tam stare mačke, visoko izobražene, ne, in ti boš zdaj njim dirigirala, ne. Se mi zdi, da je zelo posebna dinamika, mogoče, kako to handlaš? Ja, tu je, ker jaz ne pristopim k njim, zdaj bom pa jaz njim komandirala. Ampak jaz pristopim tja, se malo ne smejem, kakšen hec povem, in pa se oni sprostijo in vidijo, se tu pa lepo ustvarjati in pa so voljni ustvarjati. In zdaj, ko sem bila recimo nazadnje, sem bila v aprilu, samo veselje nas je bilo, mi smo kar tam, kot da bi prišla med prijatelje in je res lepo tako ustvarjati. Ampak pridobila sem si prav s tem, ko pred njimi sem tudi enkrat že jokala, recimo. Zakaj? Zaradi tega, ker je prišlo do neke zelo stresne situacije, do nekega prepira, sicer ni bilo vezano name, ampak takrat sem se počutila kar tako nekam ukleščena in ni me nihče obsojal, ampak so me sprejeli tako, kakor sem. Pa je vseeno to profesionalen odnos, ali se boš ti tudi družila z njimi, boste šli kaj spiti skupaj? Ja. Nam je profesor zmeraj pravil, ne hoditi pit pive z orkestraši. Ampak ti mogoče zato, ker potem te skuša vsak mal na svojo stran vleči, pa lahko te delijo ene frustracije s tabo tudi, ki te lahko obremenijo. Ampak jaz v Palermo mi gremo vsaj enkrat potem skupaj jesti pico, pa spiteno pivo, ne. Ali je to prav, ne vem. Mogoče ni, ampak če nam to pomaga, da lahko imamo žive izvedbe, ki se ljudi dotaknejo, grem tudi 2 pivi spiti. Tudi 2? Opala. To nisem rekla, da sem šla, ampak če bi tu pomenilo tak rezultat. Kaj pa, če na primer dobiš enega, ne, vedno v kakšni ekipi se najdejo ta eden ali pa 2, ki pa dol vlečeta ali pa sta zagrenjena, težita, nočeta ali pa ne vem, je nekdo tik pred penzijo, ki se mu res ne da več. Kako se s takimi liki spopadaš? Recimo, tu se mi tudi v Palermo zgodilo, je bil en hornist. Vsakokrat, ko sem ustavila, da bomo nekaj povadili, da bom nekaj povedala, je dvignil roko in maestra, spet gremo naprej, maestra, in tega je bilo toliko, se neka, Kaj sem naredila, potem sem šla zmeraj do njega, ker je bil v bistvu tako sedel, da sem zmeraj šla mimo njega, ko sem šla. Sem ga primila za ramo in sem ga poslušala. Enostavno, da mi je povedal, kaj on sliši, kaj njega moti, kaj je tako nelagodno se počuti. In s tem, ko sem dala njemu vedeti, da ga spoštujem, da ga vidim, rezultat, na koncu me je pred predstavami čakal na hodniku, je bil sasijoč, je pozdravil in pohvalil. Se mi zdi, najbolj hrepenimo po tem nekem priznanju, da imaš ti občutek, sem viden, sem slišen, sem spoštovan. Ne, ker če te nekdo stalno, tu ni prav, tu igraš slabo, tu je fovš, se ne počutiš stimuliran in navdihnjen za ustvarjati. Vsakrat dobi kompliment, ne? Ja. A te vikajo, tvoj orkester te vika? Zdaj v angleščini tu itak ne veš. V Sloveniji se tikamo in v Italiji po večini tudi. Ja. Zdaj bom pa videli, ko bom naredila prvič res mednarodno izkušnjo, ker kot posledica tekmovanja. Ti bomo pa videli. Saj tako v angleščini je ju, ne. Jaz francosko še ne znam tako dobro, da bi si upala voditi vaje v francoščini. A se obeta nekaj v Franciji? Ja, kar nekaj koncertov. Poglejva, kaj se skriva pri naslednjem vprašanju. Mojca Lavrenčič, dirigentka. Zelo dobra dirigentka. No, vi smo lepo napeljali. Kako se ti je življenje spremenilo z nazivom La Maestra? Torej, odprla so se mi vrata.
Morda samo na hitro, res na hitro, kaj pomeni La Maestra v svetovnem merilu in kaj tebi to pomeni in kaj se tam zgodilo? La Maestra je tekmovanje samo za ženske dirigentke. To je unikatno, ker sicer so tekmovanja za mešan spol, oziroma moške in ženske. Ta pa je samo za dirigentke. Nastal je pa zato, ker je ta ustanoviteljica bila enkrat v komisiji in po njenem mnenju bi mogla zmagati dirigentka. Ampak se je komisija odločila, da pač bo zmagal njen kolega. In jo je to tako na nek način razjezilo, da reka ne, pač ženske so lih tako dobre in te generacije, ki so bili pred nami, te so bile res borke, nam je dosti lažje zdaj. Tako da hočejo dati v bistvu mladim dirigentkam platformo, da se predstavijo, ker če tebe nihče ne pozna, zelo težko priješ do priložnosti. In pomembna je pač ta priložnost, ker potem se ti že dokazuješ s svojim delom in ko ti opraviš en projekt, dobro bo nekdo te slišal, te videl, te povabil še nekam drugam. Ampak do te prve priložnosti pa zelo težko prideti. In mene dosti krat, ko so vprašali, če je težko biti ženska dirigentka, sem rekla, veliko težje je biti iz Slovenije. Zakaj? Zato, ker je naša pač dežela tako majhna, mene tukaj vsi poznajo, znotraj Slovenije ni bilo problem imeti delo, ampak zunaj pa sem bila nihče. Razumeš, rečem, sem študirala v Ljubljani, ja, kje pa je tu? Ne? Ni bilo nobena referenca in tudi nisem imela nobenega človeka, ki bi mi odpiral vrata. Da bi recimo v Nemčiji poznamo kar nekaj kolegov, ki so že znotraj študija prišli v stik z raznimi profesionalnimi orkestri. Se mrežili. Ja, se mrežili in so že tako dobili priložnosti. Njihovi profesori so razni šefi, dirigenti nekje in potem dajo mogoče en družinski koncert za dirigirati, matineje, pa tako. Torej, zdaj praviš, da s tem nazivom pa te je odstrelilo v stratosfero. Ja, to bomo še videli, ne? Ampak dobila sem veliko povabil za dirigirati koncerte. In zdaj se bo pa začelo trdo delo, ne? Zdaj bom mogla res pridna zelo dosti študirati, ker do zdaj sem dirigirala predvsem opere in balete. Zdaj me pa čakajo simfonični koncerti in bom mogla biti kar spet študiozna in predvsem me pa čaka veliko potovanj. Te strah? Ja, imam strah o spoštovanje. Se veselim, ampak v eni ponižni drži. Te kdaj strah v kontekstu, da boš dala ogromno časa svojega življenja za svojo kariero, da mogoče se bo kaj drugega odpadlo? Včasih sem imela, ko sem se odločila za študij dirigiranja, sem imela te skrbi, ampak v resnici iz tega izraza kariera tako ne maram, nekako mi je tuj, neprijeten. Jaz verjamem, da je tu poklicanost. In to je kot neka notranja nuja, ti ne moreš tega kar izklopiti. Jaz ne morem reči, bom nehala biti, sem že večkrat hotela odložiti palčko in reči, ne bom več dirigentka, ampak vidim, da me sam to delo resnično izpolni. Veš, isto, ko čutiš prav, ja, da si srečen. V bistvu zame je sreča v bistvu najvišje stanje hvaležnosti in tu začutim, kadar lahko delam glasbo na pač takem nivoju. Seveda pa pač trpijo druge stvari. Ne? Kdo je voljan hoditi ob recimo ženski, ki stalno potuje. No, kdo? Ja, tu so dosti dirigentki poročenih in imajo, sem srečala tudi take z družinami. To je spravim, tu so, če je dirigentka poročena, je mož sigurno zlata vreden. Ne? Da nimaš tega občutka, ker mi verjamem, da je še zmeraj v ljudeh tu, ja, moški tisti, ki preskrbi družino. Dan se je pa čas toliko spremenil, da smo ženske zelo aktivne, delovne in tudi uspešne, včasih v očeh sveta, bolj kot moški. Si to na lastni koži izkusila? Ja. Še izkušam. Ampak to je življenje, so vedno valovi. In tudi eno seme, ki pohanja, si misliš, prodre ovojnico, je prva zmaga, ampak še zmeraj je toliko enih naporov naprej. Mislim, torej kaj, da nekdo pač se je počutil ogrožen, ali kako? Ja, tudi bi lahko rekli. Pač so ljudje, ki recimo rabijo bližnjega stalno ob sebi. So ljudje, ki pa pač radi tudi grejo. Imajo radi svoj osebni prostor. In jaz, kar jaz rabim osebno, je tu
kot dirigentka ves čas nosim zelo veliko odgovornost. Jaz sem tam in včasih vodim samo ansambl 40 ljudi. Recimo v tekmovanju jih je bilo 96 v finalu. In jaz sem tam pred vsemi izpostavljena, se pravi, vsa njihova energija je usmerjena proti meni. Zdaj, če je pozitivna, je super, ampak včasih tudi ni. In jaz moram vse to koordinirati. Se pravi, zdaj imam ogromno ene moči, ene koncentracije, moram se odločiti za stvari, za interpretacijo. In jaz trabim priti domov in enostavno biti samo Mojca. Ne se odločiti še doma za milijon stvari, ne vem, se ukvarjati z moškim tam, ki... Ne, izstvarjam, vse sort ljudi je, ne? Ja. Ampak jaz trabim tu, ker življenje se mora vedno uravnovesiti. Ne morem biti jaz dirigentka še doma. Kako si to dobro povedala. Če res mora človek tudi znati počivati, ne? In tu lahko v enem varnem odnosu počneš. Jaz upam, da je tukaj varen prostor, ampak tudi predlagam, da si malo tudi mi dve spočijeva. Marmelada. Dve primorki sva na Val 202 v Marmeladi. Ena je odlična dirigentka, doma z Vipave, Mojca Lavrenčič. Prišli sva do tako, spicy kozarca mu pravimo. Čak, tu se pa že kar bojim, kaj lahko odprem? Seveda. Kam naju bo odneslo? Kaj smo pripravili zate? Poglejva. Kdaj si se nazadnje na nekoga drla? Zdaj sem zelo nežna rožica. Ja, zdaj zato smo rekli, da te to povprašamo, ker si taka mila, krasna. Ja. Jaz sem enkrat našla doma v omari eno staro knjigo o imenih in se šla pogledati, kaj pomeni Mojca, ne? Ker smo v bistvu zelo težave z imenom v tujini, a ne znajo izgovoriti. Kakšni takoj dojamem, kakšni moram tokrat povedati, kako se izgovori, ker sem Mojka, Mojča, vse sort reči, sem ne Mojca. Da sem šla pogledati, kaj pomeni in piše tako lepo, da mi smo nežne rožice, ki jih trda beseda hitro stre. Jaz mislim, da sem se nazadnje drla v puberteti in sicer na svojega brata, ker on je mi pa res znal dvigati pritisk. Tako kot znajo. Kako se kliče? Dominik. Imam ful rada, mlajši, 2 leti mlajši od mene. Ampak, ja. Se spomniš, kaj je bilo, ti je kaj ukradel? Ne. Samo po mojem z obnašanjem. Mogoče ni hotel tako, ker sem jaz komandirala in... Dirigirala. Ja, tako. In je pol že se spomnim, njemu sem tudi dala 2 zaušnici in tu ne bom nikoli pozabila, ker mi je tako bilo žal, ampak on me res... Ne, žal, jaz se zdaj dam sestri na meni, ja, z ljubezni. Ja. Kaj pa je tako, zgubiš kdaj nadzor v orkestru ali pa da bi padla ven? Ne, tu še nisem in upam tudi, da ne bom, tu si ne bi pustila. Tu si ne bi pustila, pustim si, da poteče kakšna solza, ampak da bi pa zdaj tako... Mislim, dan sem se malo ujezila na moški zbor na vajah, ker so bili tako nedisciplinirani, ampak da je bila pa agresivna, ne, pač tako, sem odločna, bi rekla. Ampak dreč se ne morem, tudi če se z nekom skregam, bom bolj introvertirano tu predelovala, ne bom na glas. Zato tega me mogoče tudi včasih grlo boli, ker ne dajem ven stvari. Recimo izkušnja, sam to delim, mi smo v Baslu imeli tudi solopetje znotraj študija. Jaz sem prvo leto stalno jokala. Zakaj? Ker je bil glas je del mene. In kar naenkrat vidiš, imaš krč tukaj, te boli v prsnem košu. Zakaj? Ker so stvari, ki jih nikoli nisi v besedu. Ja. Ne. Tako da je pomembno govoriti. In se nabira govoriti. potem v telesu, se nabira, ne? Ja, se nabira. Veš kaj, sem te hotela biti že cel dan vprašati, kako je s temi rokami in fizioterapijami in fitnessom in a te bolijo roke, hrbet, ki toliko kriliš? Ja, je fizično delo tudi. Januarja, ko sem dirigirala v Mariboru, sem vsak teden bila včasih tudi 2-krat na masaži oziroma na fizioterapiji, ker se mi rada vname desna rama, predvsem v operi, ko smo mi v bistvu pozicionirani v orkestrski jami, se pravi, sem spuščena pod oder in moram dirigirati više, kot dirigiram sicer simfonični orkester na koncertu. In ta gib, da ti držiš gor ramo,
toliko časa gor, je pač obremenjujoč za telo. Pa mene boli pol križ tudi od stanja. Pa boš tudi kaj tako na preventivi delala, telovadbo ali kaj? Ja, bi morala. Aha, Bi morala, bi mogla se disciplinirati. Ne vem, ker sem recimo, kot študentka sem zelo rada igrala nogomet, ampak da bi pa zdaj šla, da bi šla pa teč Koliko brez plasti? žoge, pa nikoli, ne vem, težko mi je bilo. Sam, če bi skupinsko, bi lažje. Mojca, pojdiva naprej, še 3 minutke imava, dajva jih izkoristiti najbolje, kar gre. Ste dirigenti medijsko zapostavljeni? No, jaz ne vem, pač jaz itak sem v tem svetu, ko stalno spremljam ta glasbeni in potem itak so povsod tudi dirigenti in se mi zdi, se iz kakšnih kar precej dela medijsko, imajo dost medijske pozornosti. In tudi ti jo zdaj imaš. Ja, kar preveč. Dobro, naprej. Ali ti je neprijetno kazati hrbet občinstvu? Ne, ni mi neprijetno. Jaz pač se občinstva v resnici sploh ne zavedam pretirano, ker sem tukaj z glasbeniki, čutim pa samo, ali od njih prihaja energija ali ne. Kako? Ja, ne moreš pojasniti tega. Ne, se ti čutiš, ali je nekdo, lahko z zaprtimi očmi boš čutila, ali je zraven tebe nekdo žalosten, ali je prisoten, ali ni prisoten. Lih tako jaz čutim. Ali je publika tukaj živa in sodeluje. Jaz tudi verjamem, zmeraj pred dvoriščnih se zahvalim publiki, ker so ustvarjajo dogodke. Svojo energijo, svojo navzočnostjo in tako. Ampak, Hvala vsi poslušalci in poslušalke, ki ste z nami, nikoli se vam tako ne zahvalim. Ne? Ampak vas čutimo. ja, Tudi skozi mikrofon. ja. A bi raje kdaj gledala občinstvo in njihove reakcije? Po mojem bi bila preveč obremenjena s tem, ali sprejmejo to, kar jim dajemo, bi preveč ocenjevala, ker precej gledam ljudi v oči in interpretiram tudi njih. Tako da bi bila bolj obremenjena. Mojca Lavrenčič, hvala za obisk v Marmeladi. Kakšni so tvoji plani za prihodnost? Moji plani za prihodnost najprej so ena življenjska vprašanja, ki jih bom mogla razrešiti, sicer pa me čaka veliko potovanj in koncertov in novih poznanstev, novih krajev, nove glasbe. Vse dobro ti želimo. Hvala. Ostani tako krasna, tako iskrena. Kdaj te pridemo lahko poslušati? Sedaj v Ljubljano med 9. in 15. junijem v SNG Opera in Balet Ljubljana. In na dvorišne koncerte? 5. julija in 26. julija. Kar k tebi domov se povabimo. Ja, 26. je pri nas doma, 5. bo pa v eni dvorani v Vipavi. Mojca, hvala ti. Hvala tudi tebi.